Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 84. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Miho Šalaharjem, ki dela na Valu 202, enega bolj poznajo kot toplovodar, predvsem na Twitterju. Naprej začnemo, pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus, spomnim, ki to še boste, če bi to radi naredili, greste na apparatus.si/podpri, vsak evro ful prije, ki damo za opremo in vse ostalo in s tem podprete celo mrežo Apparatus. Evo, zdaj pa Miha. Prvo vprašanje je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Miha Šalehar in... A že kleja, če to je. Počnem pravzaprav po radiju nekaj govorim, v glavnem, ne. Ja. Počnem tudi še kaj drugega, ampak... V glavnem po radiju. V glavnem pa kar po radiju govorim. Zdaj, jaz zadnje sem malo prvo zvedel, kva so bile video spotnice, ne? Video spotnice. To sem te jaz pač prvič videl, pa se pa nekako preselil pač na radio, ne? Ja. Sam ta transition me najbolj zanima, ne? Ker ti si eden od teh, ki je šel iz tem, ki se te je gledal, ne? Na ta medij, kjer ben ni lep, ne? Ja. Ben ga ne vidi. Pa me res me zanima, tako čisto, kako ti je bilo, ker so bile enkrat kamere, pa kamer ni bilo več. Težko. A ja? Ne, ta preskok, oziroma to, da sem šel v sosednjo hišo, je bila ne najboljša stvar, ki se mi je zgodila v kontekstu te moje medijske dejavnosti. Preskok je bil pa ful težek, ne. Brez kamere je bilo to čisto drugačne. A res? Zakaj mislim, kako, na kak način? Da... Ja, drugače treba oblikovati misli, ne, a veš, na kameri ti še malo obrazna mimika pomaga, pa če zajebeš, narediš trapast obraz, ne, treba veš neke te, bom rekel, audio nadomestke. Trapastih obrazov izum, tako da je bilo ful težko na začetku, ne, ampak jaz sem začel s tem toplovodom, ne. Ja, se to je. S toplovodom, čistko slučajno, enkrat me je Darja Groznikova srečala, pa je rekla, če bi kaj na radiju poskusil, pa če imam kako idejo, pa sem nekaj časa premišljal. Pa sem prišel pol s to idejo za toplovod, ki je bila sprva čisto drugačna, ne. Kak je bila kaj? Ja, na začetku sem imel vedno neke goste, v bistvu, ampak ker nisem dobil ustreznih gostov, sem pol vse svoje frende zlorabljal, da so hodili tja z nekimi lažnimi identitetami. Tako, neke take nenavadne pozicije sem se izmišljal, ne. Enkrat sta bila dva frenda, ne vem, ker sta bila v bistvu tak konservativen, katoliški, gejovski par, ne. Pa smo pol to pač poslušalstvo primerjali, pa je imel nori skopiček, no, ampak pa mi je pa z leti, a ne z leti, recimo 2 letih mi je vseh teh frendov, ki so bili pripravljeni za ston hoditi, pa svojim, veš, amaterskim glumskim razponom so bili res šibki, ne, tako da... A pa je Apparatus to, kar je... Ja. Apparatus zdaj toplovod, pač. Ja, pa je Apparatus taka, pač pogovorna, jaz pa ostali. Ja. Ampak ne, se mi zdi, meni je zanimiv, pač to, jaz sem ga zmeram poslušal, ker sem na treninge vozil, ne, ja. Pač, ki je začer, ne, a veš, in je, zanimiv mi je, ker je najbližji, pa to, te primerjave so ful, to sem se toliko badil, kot tem to vprašal, veš, najbližji je tem, a veš, da je malo tega talk showa kot tazga tudi, ne, se je tipa publika, ne, ampak se mi zdi, da je na radiju je najbližja, ker se mi zdi, da je več kontaktna oddaja. A to bi si ti uporeč, ali je sam kontakt, kaj ti misliš, da je? Kako, ta moj referenčni, to moraš vedeti, da jaz sem blazno nenaposlušan, pa nenagledan človek, ne. Ja. Da jaz v glavnem, če že kaj berem, ne. Nikdar, jaz ne vem, če me vprašaš zdaj, če mi daš v vrsto te Johnny Carsona, pa ne vem, kaj so že ti liki, jaz ne bi nobenega spoznal, ne. Okay. Ne poznam nobenega stand-up komika, vem, da je Bill Hicks bil en tip, ki je umrl, pa enkrat... Ja. Ne, a veš, razen, ko imam te svoje napohane frende, potem na obisku rečejo, da stari, da v tole gleda, tega modela, pa mi je ful dobro, ampak doma se pa nikdar ne moram spraviti do tega, da bi to gledal. A res, okej. A pol nimaš te... Ja, te podlage, no, v končni fazi, toliko močne, ne? Nimam, lej, Jonas, okay. to ki smo mulci gledali, veš, on je... Jaz sem, ker sem imel Jonasa, sem se v Carsonu pogovarjal. Ja, on je blazno naposlušan, pa ne vem, pa se vem, pa so vsi te frendi, mislim pa poznanci iz tega miljeja, ki jih poznam, obvladajo to sceno, ne, ampak nikdar se mi ni dal, ne vem, ne zdržim, ne, tudi teh sitcomov ne gledam, ne. No, ko pa se to mogoče razloži, ker toplovod ima toliko svojo špuro. Ne či svoja. Ne svoja, ampak... Ne že sam set na živce, ne, po 10 letih. Ja, 10 let je itak velik, ne. Sam je, se mi zdi, da je tako,
Okay, to pa maybe explains a lot, ne, ker je... Až to je zamaknjena zadeva, da ne zgleda kaj drugega. No? Zato sem ti prej rekel, tako, da malo sliči na te stvari, ampak ni to kontaktna oddaja, saj meni, jaz se tako nadoživljam, da bi bila to zdaj sem, ker se mi zdi, da ti tam not toliko sebe, da nisi samo un človek, od katerega bi ping-pongal, pač klicatelje. Ne? To delaš, valjda, ampak veš, kaj hočeš reči, ti imaš eno svojo štimungo. Me zanima, iz kje je ta zadeva prišla. Ali je to samo zdaj teh 10 let? Ne, ni 10 let. Ne. Jaz tako poskušam vedno, ne, ker trdim, da v vsakem izmed nas je več različnih nas. Ne, tako, ker ima Miha in kup Mihatov, ima tega šentviško nestrpenega rednega kmetavzarskega, ne, ki se vidi ukoreninjen v meni. Tudi okolja so pomembna, odkoder prihajaš. Ne. Sploh v Sloveniji. Sploh v Sloveniji, ne, a veš, pol ima tega kvazi intelektualističnega urbanega, ne, ker začnem tam par Kino Šiška nastavam drug ksiht, ne, in sem intelektualc, kar naenkrat, ne, a štekaš in včasih ponudim tega ali pa ne. Odvisno od teme tudi, ne? Ja, odvisno od teme, ne. V bistvu želim sebe razumeti skozi te debate, ne. A pa te, gre jim reči liki, ker ne vem, kako bi drugače, ali ne, ali kaj je to? Ne, liki je... Mislim, ker liki je, to je mogoče, ja, pa je še podcenjevalen malo, ampak kaj so to? Kaj so to urbani, pa nestrpni Miha, pač? Ne, največji hit je, da je urbani Miha, ne, v bistvu ne, sploh ne gre za urbano, ne, to je ta, a veš, mi smo vsi eni malomeščani, ne. Že spet sploh Sloveniji. Izumljati v Ljubljani nek London, pa Berlin, ne, pa si neko podobno hipsterijo, navadna traparija. Ne. To je vsake, ja. Ne, prvi von gnoja, pri Kino Šiški, pol Rudniku, tamle pa ne vem kje, ne, proti Črnučam, ampak kje smo, zdaj sem zabil? Ne, sem tako, kaj so, a to so persone? Kaj sem se zdaj norca delal? Ne, sem vem, ampak kaj so te Mihati? Lik res ni, ne? Pa bi to pomenilo, da bi ga dejansko čisto igral. Ni lik, ne. Ampak kaj je pol to? A veš, kako bi ti temu rekel? Ja, moji te alter regije, pa v bistvu niti ne alter regije. To sem jaz sem v različnih situacijah različno... Ampak kako preklaplaš pol na tem? Reagiram, ne. A veš, ti bi me moral videti v nedeljo, ne, ker sem jaz hotel to temo sem včeraj rolil zjutraj na radio, pa je bila brez veze, ker jo nisem dobro artikuliral. Point je bil v tem, da sem jaz hotel v nedeljo na Pšancah košerijo, veš, tak standard, ne, slovenski standard. Ne. In pridem jaz na Brod, na Klanc, ne, in je bila cesta zaprta. Ne. Ja. Ne, in zakaj je cesta zaprta? Ne, ker si je tam 150 plus let starih kretenov, ki so predvčerajšnjem nehali piti pa kaditi in začeli svoj srčni utrip meriti, hropalo ti sklanc, pač neka rekreativna tekma. Ampak tam bi se mogel posneti. Ne. Tako sem jaz v avtu, v tej kleni Šentviščini, že malo na Gorenjsko, njim po domač povedan jebo mater. Ja, okay. Torej, v meni je tudi neskončen primitivc. Ne. Ampak kako jih pa, pa greva, zdaj prej si rekel, da se glede na temo... In veš, kaj me zanima, ne, v bistvu, kaj je ta quest, ne, toplovoda, ne. Ja. Je to, kaj generira naša stališča. Ne? Zakaj se mi v eni situaciji odločamo tako, ne? Ker tukaj ima racionalno zelo malo. To lahko po 10 letih zdaj zatrdim, no, pa tudi dovolj velik, bom rekel, statističen nabor je teh likov, ne? Ja. Ki kličejo oziroma poslušalcev, da razen parih standardnih, da lahko rečem, da je tukaj racionalnega zelo malo. Ne? Veš, tukaj je cel kupenih zelo bizarnih mentalnih manevrov, ne, ki nas na koncu privedejo do tega, kar pol slišiš. Ja. Ampak, pa te mentalni manevri, ne, a to tudi si že pogrunto, kaj so, a pa saj te katalizatorji, da potem vzbudijo to v ljudeh. A ta del veš, ker ti dobiš sam rezultat, ne, realno gledam, ne. Lahko rečem, da sem marsikaj izvedel. Ja, v 10 letih. Kot na primer. To je bil lahko dober svetovalec. Si to, ampak tako... Ne vem, kot primer, ne vem. Mislim, bi mogla en konkreten primer vzeti, ampak ne vem, če je to... Ja, ker mislim, da tam bi že tudi ti mal sklepal, ne. Ker ti res dobiš ti reakcijo res dobiš, ne. Zdaj, kaj je prišlo pa v dan unega človeka, ki je klical, ne, pa v to... To imaš prav. A veš, tam še zmeraj je luknja, po mojem. Ne, jaz se ne baham. Lahko rečem, da edini zaključek je, da pač je demokracija preživet format. Pa napačen. To ni, pač to ne funkcionira, to ne gre. Ne. Ja.
Mislim, ampak gre na, a ni to, kako je že tisto, kaj imamo, mi imamo črči, da funkcioniramo najbolj, boljš kot vse ostalo. Ne, se sploh ne strinjam. A ne, okay, res. Ampak imaš kakšen predlog? Kaj Ja, seveda. Okay. Jaz. Ampak to zdaj ne disclaimer za vse, ki poslušajo, da res nakladam na polno, ne, in da to so zgolj neka paberkovanja gostilniška. Meni se zdijo, da so bili skoraj vsi totalitarni režimi boljši, ne, da pa ta edina točka, ki jo še nismo dosegli, oziroma smo jo že parkrat v zgodovini uplazili, ne, je pa ta razsvetljeni absolutizem. Ne. Ja. K temu se jaz nagibam. Oziroma, če gremo še naprej, ne, računalniški program, ne, družba totalnega nadzora, zdaj jaz sem za to. Ne. Nek računalniški program, ki bi ga v neki točki ne bi mu dal neke humanistične temelje, ne, in potem bi ga, veš, odklopil s prsi v nekem trenutku in bi se on razvijal sam, ne, in potem bi ga mogoče kakšen tak. Ampak a kill switch obstaja ali ne? To je zdaj hudo. To je zdaj to pomemben del, ne? Ja, ampak si predstavljaš družbo totalnega nadzora, ne? Ja. A veš, ne, kjer pravzaprav nihče ne bi mogel koriščati s temi našimi podatki intimni, tudi misli bi nadziral, ne? Ja. Ampak še zmeraj je ta vprašanje kill switcha, mislim, da endgame tle. Veš, če ti rečeš, da bi imel to totalni nadzor, ne, pa res mora biti tako, da človek nad to mašinerijo nima več vpliva. Ne, kill switcha ni. Ne. Ok, poga ni, ne, ok, fair enough. Kill switcha ni, pa da vidimo. Ne. Pa da vidimo, kaj se zgodi. A ni pa The Matrix, da ni The Matrix končna postaja tega, ne, kjer smo mi samo baterije za robote. Ja, ampak vse v Matrixu, a veš, Matrix je meni totalno zgrešen film, ne. Zakaj? Zato, ker tista telesa preklopljena na tisto aparaturo, ne. Jaz bi šel takoj tja noter. Sam program bi zamenil. Ja. A si predstavljaš, to je totalno varnost in udobje. Tam ležiš noter v tistem uterusu 37 stopinj Celzija. Ne? In si Duracell baterija. Pravzaprav Duracell baterija z neko iluzijo čist dobro. Tam bi si naložil nek hud program, da sem skozi žejen, tako kot pred tretjim perom, razumeš? Da je petek popoldne maj. Sam Matrix ima odgovor na to vprašanje, ne? Ker mislim, če se prosto, ne moram reči, da se to spomnim, ampak tam... Jaz sem buta šlok, jaz Matrixa nisem nikoli v resnici štekel. Ampak ne, samo to, na to, ne, da so v bistvu ta Agent Smith na eni točki reče, ne, da mi smo dali ljudem nebesa v bistvu, ne, tako, ta program ni bil v real life, ne, ampak je bilo tako vse bilo super, pa so se konstantno hoteli zbujati, ki so mislili, da so sanje, so zgubljali baterije in zato so pol dali realno življenje, ne, v program, veš. Ta del me skrbi, ne, če bi ti imel to žejo, ne, pred tretjim perom non-stop, ne, a bi tvoj racijo pol na eni točki rekel, nekaj ni cool, ne, pa bi se probal zbuditi iz tega pač blaženega stanja, ne. Ja, ne bi smel detektirati moj racijo, da je to natek, ne. To je bila napaka v programu. Zmerno je napaka v programu. Ok, zdaj samo da gre nazaj na to vlad, nekaj sem te že hotel vprašati. Tudi si rekel, kaj se ti odzivaš, ne. To je, saj tako, zdaj moje dokaj omejene RS izkušnje iz radija, ne, so tako, čim ti nekaj v živo delaš, sploh pa ljudje kličejo, ne, je ta sproščenost, ki sicer itak pride s kilometrino, ne, to si upam reči, ne, a veš, ko biti prvič v živo v etru in drugič, da te ljudje kličejo, ne, ampak, a si ti, ki si začel, pa zdaj sam za radio, pusti vek, tam so kamere, pa to, ne, a si imel že v štartu ta veš, ta mer, ki si za mikrofonom užival, pa to, ali na začetku bilo ful obolevanja, pa je pol na eni točki pač prevesen. Na začetek sigurno prvih par oddaj je bilo totalno tako trematično. No, ampak je že to, da par oddaj rečeš, ne? Sem blazen tremašeš. Ja, res? Ja, enako. Ne, pa recimo, ravno zato mi je bil radio, mi je en tak totalno dober format, ker ni tega radio, tako ful bolj intimen si, ti pa tonski tehnik, pa mogoče še kdo okrog pride. No, ampak, sorry. Mogoče televizijski studio me tudi ne moti to, ampak recimo to nastopanje pred auditorijem, pa se mi pa roke enako. Singerca. Enako. Jaz obolevam. Ne moram. Ja, jaz mislim. Pa zakaj je to tako? Zadržke, pa še zdaj imam, recimo nekaj časa nisem mogel v ponedeljkih delati, ne. To je en tak nastavek, ne, to bi se mogel enemu psihiatru vleči, ne, malo na kavček, ne, zakaj sploh to počnem, ne. A veš, ker je bilo, vem, da me je ponedeljk mi prvič skril, enkrat sem bil v enemu navalu dobre vole, me je šefica klicala, pa je rekla, biti del v ponedeljkih, neki bo te z najcem zamenjala, ni problema. In se nisem mogel sprijazniti s tem ponedeljkom, imaš ti nek weekend mode v glavi, ne, in potem
v nedeljo ob 6 večer, zdaj se bom pa jaz zbudil čez 10 ur in bom najpametnejši v Sloveniji. Ne, fakt, to mi ni šlo skozi. Ok, to štekam. Ja, veš, je malo tega. Ampak tudi zdaj imam še kdaj blokado, totalno, veš. Ampak se to, Prideš pa greš sam sebi na živce. Ne. Ja, se to je pa, kar sebe slišiš govoriti. Je pa ne vedno, ne. Se ne vedno, ne. Mislim, da se mislim, da je čist side effect tega dela. To si jaz, tako, to je pa moja, kao, ne, da iziskam. Ja. To mislim, da je side effect tega, ker na eni točki, to, kar ti delaš, se usedeš za mikrofon, imaš še sluške gor, ne, recimo, pa govoriš, ne. To je zelo bizarno početje, ne. To je zdaj, mislim, edina stvar, ki je bolj weird, radio, ne, je to, kar najoda straši, je pred folkom isto delati. Tako, v real time se lahko poslušam, ne. Ja. Bog ne daj, da bi se da se nazaj. Tako bi me pa lahko mučil, ne. Jaz v življenju nisem ene svoje oddaje ali pa neki pogledal post-festum. Razen, če smo kaj montirali, pa je bilo treba zmontirati, ker sem tam še zasiti neki delu. Ja. To je bilo, ampak če se le da, ne. Prav ne. Ja, jaz sem zdaj sem z enim Američanom tudi govoril za tem podcast. Jaz sem aritmija, recimo, v Latviji. Nič nisi videl. Ne, te oddaje jaz nisem videl. To je meni fascinantno. Vem, da se bom nekje pojavil noter, pa če tudi za 5 minut, pa vem, da je čist fajn oddaja, ampak jaz ene še nisem videl. Prav ene nisem. A pa te tako ne matra, pa dobro, zdaj že spet pri TV, ampak tako, da bi poslušal, recimo, en toplovod, glih to sem hotel reči, ker sem tudi z enim govoril, pač z enim Američanom, sem rekel, da jaz se zdaj malo se trudim, nič nisi poslušal za nazaj. Kje se trudim? Vem, da bi lahko popravil marsikaj, ampak ne premorem. Mene korajže. Ampak veš, zakaj bi mene Ferbec matral, ne? Kaj me, v bistvu tudi para aparatusa, da bi šel nazaj poslušati, pa bi upal v bistvu, da sem bolj za nič takrat. Ker pa pomeni, da sem nekaj naredil. Veš, kaj mislim? Tako, če bi zdaj enega aparatusa od zdaj poslušal zadnjih 10, ne, pa enega od ta prvih 10, ne, jaz tako v glavi molim, da je takrat bolj za nič. Da je bilo slabš, ne. Da je gotovo, da si boljši. Ja, da sem boljši. Veš, da je po 83 intervjujih, ne, da je šlo na boljš. Ne. Zato me zanima, če bi poslušal toplovod, pa recimo, ker se je ta format izoblikoval, recimo, ne, veš, da bi enega nazaj poslušal, kakšna bi imel pričakovanja. Tako, ali bi bilo samo moj bog se poslušal, ali bi bilo nič ne mogo dojeti. Ja, ne grem si tega narediti, ker če bi bila narava stvari taka, ne veš, kako bi bil Palmario hud, pa mi še ni tako, ne. Ja, ok, fair enough. Ja, to je res, ja. Pa še eno stvar za mir, ki sem te prej sprašval. No. Ja. Pa tebi že spet se pravim, drugače, ker si še steve, ampak ker si prišel za mikrofon, ta trema, ki jo imaš recimo pred folkom, ne. Ja. Za mikrofonom, a ti je to druga trema, ali je sem lažje preboleti, recimo. Vsaj na začetku, ne? To se mi zdi druga trema. No da. Zakaj je to druga trema? Ne vem zakaj, ne znam razložiti. To jaz vse te radice sprašujem, ker jaz to ne razumem. Jaz sem isti, ne? To, ker ne vidiš ti auditorija, ne? Dejansko ga ne vidiš. Ampak veš... Mislim, to je taka zelo banalna razlaga, ampak po moje je to ne. Jaz sem videl... Dejansko gledaš tiste ljudi v auditoriju, pa jaz sem itak mizantrop, pa veš, že tako ne maram preveč... Ljudi, ne. Svojih imam zelo rad. Na živce mi grejo. Ja, se to nam grejo sam. Grem na živce. Ja. To si gremo vsi, se mi zdi. Ampak... da eni priznajo, eni pa ne, eni pa mislijo, da imajo prav non-stop. Ja. To je ta razlika. To mislim, da je bazična razlika pri folku. Da eni lahko toliko mislijo, da imajo prav, da si ne grejo na jedra in sami se dostavijo na jedra. Eni imamo pa to nesrečo, da gremo še sami seple. Sem ti mi lepo, ne? Lepš, te bi bili za Matrix, to je. Ampak ta trem, jaz sem videl recimo na audiciji na RŠ, audicija, ki res pride folk off the street in pač proba in pa imaš res, pa je pa ta proces, isto skoraj KRTV, ker res te ubijajo, veš, en letne. Ampak jaz sem tam videl ljudi frizen čist, ta prvič, ki je bilo treba, ki je bil uživo, ki je bil on air, lučka gori, ne bo treba govoriti, ne. In jaz tega res ne razumem. Pa jaz vem, da je to en tak detalj, ampak jaz sem tam, ki sem pa je bilo v redu, v bistvu. Ja, jaz tega nisem mogel razumeti. In jaz ne vem, veš, če so ista, pa se pa auditorija tiče, jaz si tako predstavljam, da je unim, ne. Ker jaz, dokler ne pridem res pred folk, pa začnem govoriti, v ne prve pol minute, jaz bi najraj skočil z kože, pa odletel, še realno gledam, ne. A tudi na radiju, ali kaj? Ne, na radiju pa ne. Na radiju sem posedam za mikrofon, pa delam. Pač res sploh ni nič več tega. Mislim, tudi na začetku ni bilo. Jaz ta prvič me je dal, Erik Valenčič me je dal eter, ker sem šat delal o stand-upu. Sem baš začel govoriti. Zato to radice zmerno sprašujem, ker se mi zdi, da smo na eni to imamo pa res skupnega, te ljudje, kakor tudi podcaste, so sem, kad to delaš, ni tega, ni.
In jaz ne vem, zakaj je to tako, da pa lahko tako obolevam, kot folk vidim. Ne. Ja, po mojem, Sam ta vizualna. si že odgovorila. Ne? Ja, okay. Ta vizualna komponenta, ne, da imaš ta auditorij pred sabo, ti dejansko veš, komu govoriš, vidiš te glave, lahko sklepaš, kakšni so njihovi roditelji. Ne? Tak, mama, ne, a veš. In cel kup distrakcije je take. Ne? Až vidiš njihove reakcije, ne? Tukaj ne vidiš reakcije, lahko jih sam čutiš. Ne? Se tudi tem, da je zanimivo star po radiju. A kdaj čutiš, da je ok, da si zadev, Ampak a veš, da je res redko. ok? Ali veš, ja, ampak to je tako, 2-krat na let. da je res rata. Prideš res dobro razpoložen, pa kle ne govorimo o toplovodu, bolj govorimo o jutru, ki je tako mešano, veš, ki se ti vse poklopi, Ker se celota sestavi. Pač, no. Pa ti si in the center of it in štima. Ja, posite na glas in na dvoz, veš, to vse gre, ne, pol, kar naenkrat. In veš, da si dobro naredil, ne, to je dober feeling. Ja. Ampak a si kdaj to dobil, pol tudi eksterno potrditev tega? Veš, da si ti imel feeling, da je pa ta jutranj si bil pa brutalen. Pa ti je pa en rekel, ta jutranj si bil pa brutalen. A to si imel kdaj to srečo, se ti je zgodilo? Se mi je zgodilo, ja. Okay. Meni tudi parkrat me je rešil, sem sicer majhna rubrikca, no, ampak tako, ja. Pa se tukaj gre po moje, ne, če se ti uglasiš, ne, z enim štimungom enega dneva, ne, pa da mogoče še najdeš uno agendo, ne, ki jo sfuraš, a veš, pol si naredil, ne. No, ok, to je bilo moje naslednje vprašanje. Te teme za jutrance, ki jih ti zbiraš, ne, kakšen je kle proces? Random. A ful. Ampak tako, kaj veš, da ne vem, delu, ti si kjer dan? Torek. To je torek, ne, ja, se pa imaš. Torek. Mislim, kaj so ponedeljek zgodi, ker čez vikend ne, prej si rekel, da vikend je vikend mode. A si takrat tudi kaj porodi? Ja, ponedeljek grem zjutraj na te razne spletne strani, ne, malo časopise, pa to prebrati, ne. Tako probaš detektirati, ne, kaj, o čem razmišljamo, ne. Mal zeitgeista za... Ja, tako, to nekak, ne. Ampak tako, kaj pa pol, da veš, tako, mislim, ti dejansko, da jo dosti izluščeš, ne, veš, ti imaš zmeraj eno poanto, ne, mislim, tako, vsaj tako upažam, tudi pol, ki na Twitterju vidiš, veš, ok, Šalehar je, ne, pa je vprašal, zdaj pa to, ne. Ja, ni, ja, seveda, mene veš kaj, včasih tudi bolj poseb pobrskam, ne, kaj me tare, ne. Ampak tako, kakšen je ta tvoj filter, veš, tako, da rečeš, ok, tudi če tebe tare, rečeš, ok, to bi pa mogoče bilo dosti zanimivo, da lahko jutranc na to obesam, ne, da je ta premisa dosti, da... Pa ne, tako skušam malo mogoče tudi kako temo odpreti, ki ni bila še obravnavana, ali pa ki je še sveža, ne, ali pa kakšna taka, až tako, zdi se mi, da bi ful užival v tem, ali pa da kdo, mogoče se že kdaj zgodil, ne bom, nimam podatka, ne bom si laskal, ampak da kdo čez 3 leta reče, pa pizda, to smo... A ja, to je pa... To, a veš. Ja, štika. Ne, včeraj sem pač, kljub posemu, ne, slabo artikuliral, ker sem pizdil čez to uzurpacijo teh javno-migracijskih površin strani rekreativcev, ki je vedno več, njih moramo z neko tako, a veš, dogmatično, pozitivistično pieteto obravnavati, ne bomo mi v Polhogradec se vozili 30, ne, ker ona zdaj vosta, ne, ta peleton, ne, na špecialkah, 2 priletna, dajmo očka modela, ne. Upam, da se bo izkazalo, da sem to zdaj detektiral, pa pizdil, pa itak vas folk tudi na Twitterju name popizdil, da kva se grem, ne, da zdaj prav duhu. Pusti rekreativce namerno. Zdaj šel papir pit, pa pšanca jest, pa pizdim, ne. Ampak da čez 3 leta bojo rekli, pa fakt, pa se je že on napovedal, da bo Franja in teden trajal. Glih Franja se hotel umeti. Pa da bo maraton v Ljubljani, ne, pa kaj mene briga, ne, zdaj, če je Igor Bergant shujšel, pa teče, pa še 6 knjig v teku napisal, pa ga imam rad Igorja Berganta, ampak glej. Ampak to, ta trend se je, jaz mislim, klesi neki, bom rekel, detektiral, ne? Ker tega je res več, ki je na časi. Te slovenske preseške, rad se ukvarjam s pojmi, kot so laminat, ne. Laminat mi je taka fascinacija, ne. A ni laminat? Laminat, leasing, pa črki L, to so mi te. Evo, to so eni filtri, no, rad imam... Ja, da je, okej. Ne, ampak to se meni zdi, mislim, jaz... Okay, verjetno sem sam žleht, pa rad malo zajebavam. Pa ne, jaz pa to ne bi toliko podceneval, no. Zaradi tega, ker vem, kako je... Se mi zdi, da ljudje, pa zdaj ne glede na mediji, toliko si upam biti splošen, veš, ljudje, ki ne ustvarjajo nič tazga, kar bi drugi poslušali, ne, na kakršen koli način, videli, brali, karkoli, ne. Tam hitro pozabiš, kaj je treba, kjer mehanizem je ozadji, da na koncu neki ven pade. Mislim, ne govorim samo o količini dela, ki ga itak zmeram velik, ne, a veš. Ampak glih od teh... Količina dela mora biti minimalna, ne.
Ja, mislim, za kakršnokoli tako razmišljanje, ne, da nek nugget, veš, modrosti na koncu vam daš, ne, oziroma tako neko temo. Ne. Ja, kot ti predstavljam, da imaš dosta, ko se temu reče slovensko, tega, pa samo razmišljanja, veš, kako se meditacija ima. Kontemplacija, mogoče še najbolj. Ja. Ja, to pa imam, ja. Ampak se mi zdi, da to pa ta žlehtnost, mogoče jaz to tako naberem, mislim, se vozim, pa sem tako, kot sem prej rekel, da sem mizantrop, ne. Ja. A veš, seveda tudi lastne napake najprej opažam na način, da jih vidim pri drugih, ne. Pa vedno sebe vidiš not, ne. Ja. Se tako bi mogli biti, ne. Sam to nekaj, veš to, zato je to se hitro podcenjuje, se ta proces, se ful hitro podcenjuje, ker na vzven mogoče zgleda, da se sam nekaj se mogo spomniti, ne. Ampak ta sam nekaj se je mogo spomniti, ne, je včasih, tle se vse zgodi, ne. Ja, se strinjam, bravo, če se bo do tega prišla, ne, ta proces je podcenjen, ne. Ja. Pravzaprav ne obstaja, ne, in ga tudi v uredniških glavah ga pravzaprav ga ni, ne, a veš, ker smo mi navajeni teh ready-made produktov in valjda, če zdaj tema ISIS ta teden, pa Juncker, pa Bratuškova, ne, bo to tema. Ne bo, fuck off, ne. Ja, se to, ja. Šraj se o Franji. Ja, v njih. E-vitaminčkarih. Ne, pa je, veš, pa je to blasfemično se tako pomembnem evropskem trenutku, kot je izbor komisarke. Razumeš, to ni za jebancija, ne. No, ampak se mi zdi, ampak to je, pač, se ti pravim, ampak ta podcenjen je prav, ker to ne moreš v Excel dati, ne, tudi, a veš, tega. Sem se pa utresel na politike, sem se v glavnem, te dnevne politike sem se skušam loti. No, sem pretoploval na eni točki ilustracija in reče, ne, to veš, ne. Ne, toplovod, če je pa kaj dokaze bo to, da se lahko tudi okrog žajfe. Tudi na temo, ne vem. Veš, kaj se meni tam zdi, ne? Da ta folk, ne? Jaz sem zlakič, kaj slišam, pa kaj slišam tvoj glas, to, kaj si zdaj naredil, kaj te mal deflata, kaj te ljudje uletijo, ne. Se mi zdi, da so, ker toliko cajta že traja toplovati, se mi zdi, da to so res tako old school ljudje, ne? Ki radio poslušajo tako, veš, kot radio, da je to še zmeraj edina stvar, kjer se sploh novice in kjer se da kaj povedati, se mi zdi. In mislim, da imajo tam audience, ne. A veš, te v bistvu te malo zlorabljajo tam, ne. Te so zlorabljavci, ampak takih je vedno, ne. Ja, se to, ja. Nekaj, mene to pa zmerno mi zdi, ne, jaz tebe poslušam, imaš neko temo, te folk liče in ima eni, veš, vsak ta šesti ima še kakšno hudo prijavo, pa še ti to malo pohvališ, pa je tako, ne, pa je pa eden z ilustracijo. Ja, ne, en s tem. Kako pa to, že bi sem tako tam v uni uri, ne, kako to... Ja, ne, temu se reče pa, kako že rečejo te informatiki, serendipity, ali kako. Ja. Iščeš nekaj drugega, vas pa najdu nekaj, kar pa res rabaš. Ja, ni nekaj takega. Ja, to je to, ja, več ali manj. Ne, se en tak pasosek ti lahko naredi vdajo, ker recimo včasih itak zabluzim s temo, pa či smem, ali pa nisem razpoložen, pa to ne. Ja. Pokliče pa Janez, pa mi pojasni, kako v resnici stvari potekajo, ne, v relaciji... No, vse je uredništvo, vse. Potem mu še jaz nazaj zlažem, kako to dejansko funkcionira, da se ob 7 pač Milana pokličem, kaj bom odnosno, in se on z vsem strinja in me ful pohvali, da priznam, ampak to mu presežek. Še rajš vidim, če dobim kakšnega salonskega levičarja, ne, podobnega formata, ker te so veliko težji nad za skrekat, ne. Ja. Te je treba jebati, ne. Ja, se strinjam. To je banda, ne. Ja, zato tam... Ta druga stran je zelo preverjena. Tam je zelo... Ne, tiste preverjena, pa tiste dogmatične, nimaš ti kaj več študirati, nimaš ti kaj. Ja. Te so pa te kvazi humanisti. Ki je malo odprt slo človek. Pa imajo dostop do informacij, pa to trdijo, da so, a veš... Ja. Ej, to sem... V bistvu, to je banda, ne. No, ampak to sem da hotel pol vprašati, pa tam kar zdaj, ker meni je to dosti fascinantno, ne, pa ti, tako kar dosti spremljaš, tako kar se rekel, te sajte, pa to ne. A si ti tudi opazil nek trend... Zdaj, to je moja teza, nisem še čisto razvil, ampak internet, ne, pa Slovenija sta se srečala na točki, kjer pač Slovenci, saj te nove generacije, znajo angleško. In to je res presežek našega šolskega sistema na kakršen koli način, ker ti, pri nas, če priješ čez srednjo šolo, čez gimnazijo, skoraj zihar, ne, je angleščina, če naš drugega Google Translate, veš, tako, ti že skoraj ne pomaga nič, ker to boš vedel, ne. Ja, in ti lahko bereš na netu
z svojimi omejitvami po angleščini vse. Ja. In se je zdaj pojavila, in to je to, kar se reče, te salonski levičarji. Se je pa pojavila neka struja, ki je na netu začela brati stvari, ki pa misli, da je udarila to neko tretjo pot, ameriško. Veš, ti neki, kar neki libertarci so se pojavili v Sloveniji. Veš, ta folk, ki z neko evropsko tradicijo ali pa z nekim slovenskim prostorom, realno gledam, nima nobene veze, ker to ni naš desničar, zdaj narekovaje delo, veš, ali pa naš levičar. Ampak se mi zdi, da ta internet je, kakor je fajn ta pretok informacij, je pa potegnil za sabo pa te ljudi, tako kot se rekel, ker so ta format to krek. Pa jaz sem pa bral, jaz pa ta prave sajte berem, in tam so mi pa res povedali. Ta cyberelitizem. Veš, se vedno počutiš kot kreten, ti si pa kao, včeraj sem, jebeš, vidim, ška pet klele pogledati. Točno to, te ta forš. Ker jaz sem tako, nisem kak težek researcher, da bi se mi dal to lutati po teh sajtih, pa preverjati zdaj odvisnost, pa neodvisnost. Pa. Ampak je tako, meni je to fascinantno, veš, ker se mi zdi, da mi nismo dobili tako kontrapol te stare garde, teh ilustratorjev. Mi nismo dobili kontrapol evropske miselnosti teh ljudi, se mi zdi, te najbolj glasni, ki so se po mojih jemali. Ampak smo dobili nek folk, ki zbere deep web, pa pozna 4 sajte, pa vidim, še nima pojma. Pa teh teoretikov zarote plazno zdaj. Ampak to je full ratal sprejemljiv, se mi zdi, moja teza je, da je to zato, ker znaš angleško, na spletni strani pa zgledajo stvari legitne. Tudi če je čisti bullshit, Mogoče. Veš, ker spletna stran, to je ta fora, ker če daš 2 na TV, izpadete enakovredna. Veš, ti bi lahko dal na Odmeve pingvina, veš, pa Janeza Drnovška, pa bi imel pingvin tudi nekaj zapovedati. Pa karkoli bi pingvin rekel, bi imel skoraj isto težo. Veš, in se mi zdi, da na sajtih je isto. Ti imaš v Ameriki dosti ljudi, fulenga sajta, pa so malo crazy. Čudni, pa delajo. Pa delajo, Veš, ker tega pri nas ni, pri nas uvjerati imajo čudne sajte. V Ameriki imaš pa ti ljudi, ki so res skrenili. Imaš kredibilnega videza. Zgleda tako kot CNN peč. To je problem, kako zdaj to maso nekih podatkov filtrirati. Čim rečeš pa filtrirati, si pa elitist, pa del zarote, pa kučo na kliče zjutraj. Vse hkrati. To je res problem. Tega tazga ideološkega nastavka ni, če si imel še pred 5 leti stvari totalno jasne, kdo je zdaj zajeban imperialist, pa veš, zdaj olje, pesek, motor kapitalizma, veš, je danes to že totalen bullshit, vse pa vse popažam, da sem tako skreno. Ker je to tega žrtev tega salonskega, ljubljanskega, mislim, da smo vsi v to padli na eni točki. Pred hipsterskega levičizma. Zdaj, ko rečem, fuck off, v bistvu sploh nisem levičar. Se to, kamben pol ni nič, vsi so najdeli tretjo pot. Pa mbena ta tretja pot ni na sredini. To ni med levo pa desno. Ampak je pa tretja pot. Ampak to je vsak svoje najde. Imaš ljudi, ki so na desnici to najdeli, imaš ljudi na levici, ki so to najdeli. In jaz ne vem, kaj bo iz tega venarata. Ker če je Evropa kaj imela, je imela to. Še enkrat so v Franciji, eni so del levo od unga, ki je govoril, eni pa desno od unga, ki je govoril. Zdaj pa mislim, da to zmeraj manj pomeni. In eni to pravijo, da je dober, jaz pa mislim, da zihar. Ne, to zihar ni dobro. Zakaj? Ne, čudni časi so. Jaz tako opažam, tudi zdaj super, Twitter mi je mogoče tako fajn urodje, ne vem, če ga prav uporabljam, zdaj Domen Savič je rekel, da ne. Jaz sem zelo lesen, kar se tiče teh tehnologij, ampak je tudi eno fino urodje tako zaslediti nekim sentimentom, ki jih toplovod, recimo, probaš in kar se mi v zadnjem času, v zadnjih 3 letih opažam, da recimo, da smo, če gledam skozi toplovodno, ko ima najdaljši ta interval, da smo v prvih 5 letih nekako prešli, se mi zdi, te klasične politične delitve, slovenske, pa tako že se ena taka zarja na vzhodu kazala, se mogoče pa zdaj, tako sem bil navdušen nad traktati kakšnih ljudi, zdaj se pa šteka, se mi zdaj šlo v zadnjem času spet vse cugrunt, in tudi na Twitterju gledam, se sam še hashtag udba, hashtag kontra udba, mislim, govorim o politični koloraturi tega, kar je zapisano. No pa da, zdaj, kaj si Twitter omenil, da te še to vprašam, ker si rekel, da nisi vešč tehnologij, ker ti ga, zdaj Savič bo rekel, da ga narobe uporabljaš, jaz bom sam rekel, da ga zelo službeno uporabljaš, tako, zelo bi rekel, zelo za potrebe službe, ne za potrebe Mihe Šalaharja, a to je fair reči. Ja, ampak, ne vem,
Ja, ok, se ti lahko razložim. Kako je to še mene osebno zadovoljivo? Pa ne, jaz Twitter tako na dva načina razumem. Ne. Eno je ta nehna prisotnost, ki jo imajo nekateri, ne, je meni mogoče malo overkill. Ne. Jaz se tu zelo dosti nazaj držim, v bistvu. Ne. Tako da bi non-stop jaz objavljal. Ampak kar se pa glih tega filtra tiče, ne. Jaz imam zelo določen, komu sledim, pa imam ene privatne liste narejene. Da vem, kako to lahko delaš, ti lahko tam grupiraš ljudi. Ti si lahko daš listo, pa ki ni vidna. Ne. Si daš noter une ljudi, ne. Jaz sem tam eno, ki so ljudje, ki nočem nič faliti od njih. Ne. In to zdaj čez leta je ta spisek nastal. In kaj enkrat to narediš, ne, se mi zdi, ti pa lahko tudi tako pomaga. Ne zdaj samo za toplovod, pa za te zadeve, ampak tudi, za karkoli zvedati. Če ti enkrat slediš... Lahko bolj sam z njimi skomuniciraš. Ne, to je še zmerno te direct message na Twitterju, veš, da so bolj jajcke. Ne. Ampak lahko pa saj vidiš sam njih, ne, če naš drugega. Ne. Ali že to meni veliko pomeni, ker ti vidim, da ti ful ljudem slediš, ne, načeloma. Ne. Jaz poklikaš, ne. Vsak mene... Follow back, man. To je narobe. Mislim, je narobe, po drugi strani je pa to pa ta druga stvar, ne, te mehurčki, ki jih vsi omenjajo, ne, da ko pa slediš samo ljudem, ki tako razmišljajo kot ti, ne, veš, zgubiš pa perspektivo, ne. Ker ti, ki pa vsem, ne, ti dobiš pa vse noter, ne. Zato imaš ta pregled, ne. Kar pa svoje tudi ni slabo, ne. Veš, ne vem, kaj je boljš, iskren. Sploh zate, recimo, če to jemlješ kot nekaj, kjer bi malo ta utrip zaznal, ne, pa malo zeitgeista vam potegnil. Ne. Ja, pa meni je to fajn, jaz se navdušujem nad neumnostjo. Ne. Jaz recimo imam to perverzijo, da po teh forumih blodam. Ne. To mi je noro, ne. To je pa noro, kaj sem pa tam najdel. Jaz sem še eno kratko rubrikico, forum 69. Ja, vedno boljše. Ne. Zdaj sem že, prav tako iščem, ker v Google tipkam forum, pa neko temo, ne. Pa upaš na najboljš, ker I'm feeling lucky. Ne, zdaj sem forum leasing vrtec, ne. Veš, recimo zadnjič, ko sem slišal, da folk dejansko raje avtomobile na leasing kot na kredit jemljete drug avto v familiji, ne. Zato je še vedno lahko subvencioniran vrtec za revne uveljavlja. Zato, ker nima imaš cele debate na forumu na to temo. To so mi te slovenski presežki, veš, ki tako odkrito govorijo pa o teh svojih vrednotah. Tam res... Forumizem je, ne. Pade vse stran, ne? Ker vsi mislijo, da je malo anonimen, pa v bistvu ni. Ne? Veš, to je največji smeh. Ne? Kar se mene tiče, je. Ne? Sest ne vem, kdo je Maja 11. To je res, ampak če bi pa hotel zvedeti, bi lahko zvedel. Ne? Veš, mislim, rabo bi policijo vmes, okay? Da bi tam, veš, ampak dokler se IP enkrat zve, ta folk se ne skriva za proxy in moj forum post je šel čez Jakarto, zato da me ne bojo odkrili. Ne? Dobro, se si ne želiš odkrivati. No, po moje ne. Ker bi bil po moje presenečen, kdo to piše. Ne, lahko bi sem, po moje, ja. Po moje bi bil že razočaran, kdo to piše. Jaz mislim, da na eni točki bi videl, da so to tudi ljudje, ki bi jih ti pač prepoznal v živo, ne. Kot ljudi, ki to ne počnejo, ne. To je ta... slovenski presežek. To je draž tega, ne. Ja, verjamem. Ne, saj si to ne predstavljam nekih... Ja. No sej, ampak... kakšen imaš pa ti odnos do tega... To je srednji sloj slovenski. Ki je... Na silo srednji sloj. Ki je v bistvu Gaussova krivulja. Ja, mi bomo pa srednji sloj, pa pika. Če se ne da. Ja. No, ampak gled, to me zanima, ker ti tako ka pižama, ne, kleva jo bom dal v isti koš, ne, nekako prepoznavata te slovenske presežke, ne, ampak se mi zdi pa, da dobro hodita po tej liniji, da se pa ne zgodi ta, veš, mi Slovenci smo pa taki. Veš, da se ta moment ne zgodi, ne. Se mi zdi, da vidva tudi sebe data v te šmorne, ne, tako velik, ne. Ker kakšen imaš pa ti odnos do tega folka, veš, teh kolumn, ki na vsake cajt vam pridejo, ki je, veš, mi smo pa taki, pa je zato to, pa tako, ne. Ker jaz sem blazen odpor do tega, ne. Ta krovna generalizacija, jaz sem ful velik problem s tem, no. Tako res meni to toliko odbije, da... A me zanima, kako imaš ti, v bistvu se mi zdi, da vas je pa par, ne. Res tejo pižamo, pa pižamo da boljš poznam, ne. Ampak tako, kad hodite pa zelo fajn po tej liniji, ne. Veš, da zaznaš neke te lastnosti slovenstva, kakorkoli hočeš temu reči, ampak nikoli ni pa to ta odnos. Pa se to nisem, o lastnosti slovenstva. Jaz sem pripričan, da če bi živel v Avstriji, bi krasno prepoznal tudi lastnosti avstrijstva pa italijanstva. To je ta stereotipizacija na nek način, ne. Ja. Ampak že sam dost velik statističen ne more biti neke nebuloze parata, to neka naša lastnost, ampak da bi jo pa tako generaliziral, pa potem ne vem, kakšne sklepe delal,
pa še mogoče z tega nekega piedestala, da jaz pa nisem tak. Ne. Jaz se moram predvsem z neko idejo, z neko to mentalno pirueto malo poistovetiti, ne, na nek način. Ne. Ja. Tako, meni je domača, meni je to tu mamica, ki je pisala to, mi je to tak domač format. Ne. Ja. Ne, pa jaz mislim, da tega premisleka pri kakšnih ni. Ne. Jaz mislim, da je to ključno, da sebe malo noter najdeš, pa da sploh to priznaš, da mogoče, da bi to tudi v Avstriji najdel, ali po Italiji, ali po Nemčiji, ali pa, mislim, da tega ni, meni to tam manjka. Ta samo omejice, mi smo taki, nekaj tako detektirati, Ja. Pa reči, mi smo taki, da wow, treba fucking rožice cvetijo cel cajt, tam se pa ben nakrema, veš, ta del me motne, ki se mi zdi, da je ful preveč prisoten. To so idealisti, ne. To so ponovadi ti ljudje, ki hodijo pol v Berlin na dopust, ne, tam je pa 18, ne. Ker tam je pa vsi zna arhitekturo. Pa dizajn, pa... Kašne stole lahko tam kupaš. Kašne stole, torbice. To je vse, to je. Ker mene, ne vem, se mi zdi, da tega me je najbolj strah. No. Tle jaz pol Ameriko vidim, zdaj, če smo že pretekli nazaj. Tle vidim ta najslabš, kar Amerika ponuja in tisto, kar pol do nas pride. Je ta, poglej njih, Veš, jaz sem eden od vas, vendar takšni smo, ampak jaz to zaznam in nisem ta. In to je meni najbolj taka nevarna pozicija mi je to. Se mi zdi, da je tega ful preveč. Tako pri nas. Ker ta hlapci za hlapce rojeni ali whatever. Se mi zdi, da je to premutiralo nekaj, ki se ne da več ustaviti. Ne vem, ali pa jaz nimam prav. Sej. Jaz ne vem, če bi sploh, meni se zdi, da je sploh to, da mi govorimo o nečem, kar naj bi bilo nacionalna mentaliteta zgrešen in posledica nekih preživelih uravnilovk, šele, ker se damo uravnilovko, se damo torej to je posledica nekega skupnega imenovalca, klej jaz ratam liberalc pol v tej točki, jaz ne rabim nobenih skupnih imenovalcev. Med tabo in s tabo nobenih vedenskih vzorcev si ne rabim dobiti na edino, pač, da tako postopam, da te ne jebem v glavo, je čist dovolj. Pa smo zmenjeni, ne rabim zdaj, imej ti laminat. Ta laminat si me obosil s tem, ker je to. To ni moja, to je od Mehleta. Mehle je enkrat, jaz sem tudi že o tem rešal, Mehle je pol konstatiral to, da je to pa laminat, da je pa temeljni slovenski pod. Vse je, pa v Ljubljani, če hodiš po blokih. Plastične zavese, odzun pa Audi parkirane. Pa po blokih, veš, te štenge s tistim vzorcem, črno-beli kamenčki, kao. Papirnar vrata, recimo, to je ta estetika. Ne? Ja, ki je. Ta rostfraj klinična, to ima že na Avstrijo, ne. Ja, ampak. Nesnago trpamo samo v klet, ne, tudi to, duhovno. Ja, grozen je, koliko je ta Jugogradna, to je zmerom rečem, te bloki, ko je bil Tito še živ, ki so bili narejeni. Kako je to res? Ki zdaj to napimpan. Ampak hodnik, hodnik pa ostaja pristen samemu sebi in času. Pa minimalističen, ker si ga delimo. Ker si ga delimo. Pa za plince vi so ponovadi zunaj. Še beleš, a veš, kaj imaš do višine glave. Imaš oljnato barvo, z temi rjavo modrimi vzorčki, ki leta 74, ampak potem je pa štok od vrat, je pa že rostfrej. Ker je naš, ne. Ja, ker je naš štok. Kaj se začne, to je... Pa če čez stopaš, je pa... Pa se pa leasingi začnejo. Ok, lepa. Zdaj greva pa na to, ker vem, da si se ful veselil v tvojo strojno in programsko opremo, ker si ful močen v temu. Kaj uporabljaš, Miha? Kaj uporabljaš? Uporabljam pa tako. V bistvu je moja življenjska sopotnica oblikovalka, ki se ukvarja z gibljivo grafiko. Ker pomeni, da imamo vedno kakšne računalnike doma, ki so že preživeli njene potrebe. Okay. Tako da imamo v bistvu en Apple laptop. Ja. MacBooka, a srebrn ali bel? Srebrn, kovinski, ja. Kovinski je. Srebrn pa kovinski. To je pa, ok. Tako 15-inčen sklepam. Tak je. Ok, 15-inčen MacBook, ok. Fair enough. Pa poležil sem ga 2 let nazaj v šotoru. Ja, ampak? Ekran je počel, ampak dela. Dela. Zame mislim, moram reči, da moja uporabniška izkušnja je bila nora. Jaz sem imel preizkus neke te PC-je na škatlo, pa to pa vse
teden sem imel 2 frenda pri sebi, ki sem mogel kišto pera in investirati, da sta mi to formatirala, ker sem vedno bluzil v kakšnih teh porn-sajtih, ali sem si nalezel, razumeš, vsega Boga, ne gor. In jaz vedno klikam yes, to se hoče reči. In res s tem Macom pa moram reči, da mi ga moja naja mi ga občasno malo povzdržuje. Ja. Kar ne vem čisto točno, kaj pomeni. Rekla, da ti ga malo spucala, pa pol ure traja, ampak vse stalo se pa sam zgleda po noč, zmenil, kako zadovoljen sem. Uporabljam pa sam tisto Word, pa za Twitter uporabljam TweetDeck. Sem na TweetDecku, ok. To je cool. Excel sovražam in sem si presegel v življenju, da ne bom nikoli počel nič v njemu, ker tudi ne maram ljudi, ki vladajo Excel. Ali Magic to, ki vidiš enega, ki res zna Excel. To je magic. Te stroškovnike zase delajo, elektriko pa vodo opisujejo. To mi je čudno, tega ne bom imel. Ja, pomem pa lej. Pa sem imel pa pred pol leta, sem imel skozi neke navadne te Nokia telefone na tipke. Ja, zdaj pa. Poj pa šef Mirko, naš zvala 202, ne. Rekel, Miha, delaš nam sramoto, ne. Ti bomo mi dali enega službena in sem dobil to in... Kaj je to, S3 mini, S4 mini? Kaj je to? Tole. Ja, S3 mini bo tole. Ja. Ok. In... Kakšna je bila pa ta tranzicija? Ta uporabniška izkušnja. Da ne bom zdaj sam, nisem se po moje isto z unimi Applovimi, ampak to so jajca, to je na tag. Mislim, lej. Kaj to pomeni? To pomeni to, da moram jaz fulejnih tipk pritisnem, če hočem tebe poklicati, lej, moram pržgati ekran, ga moram deaktivirati, moram imeti, potem mi ostane še od včeraj, ne, tale internet, ga moram še tega izklopiti, pa moram pritisniti telefon, evo, klej tam za slučajno, ne, aparatus, ampak če bi te iskal, moram imeti klej, pa klej, ponavadi imam še prešvicane prste, ali neki to ne dela, ker če kljub temu si rekli, da je to top ekran, ne. Hodiče je treba skozi spomniti. Ja, to sem čakal. Alarm sem naštelu enkrat ob torkih 10 do 5 in ga tudi na morju mi ni rad ali pa na dopustu izklopiti, ker ne znam. En friend mi je enkrat malo te uredil, to, kako se reče, na mizje. Ja, pa se res ne delam. Tak pač sem. Sej štekam, sploh če si toliko cajta ustrajal na dumbphonih. Ja, in grem nazaj. Greš nazaj. Veš kaj pa zdaj? Ker ne uporabljam. Twitter mi je ful boljš uporabljati na onemu TweetDecku na laptopu, ki je tako pregledan, pa imam tiste stolpce. Se strinja, jaz to TweetDeck uporabljam non-stop. To jaz se ne moram navaditi, kaj message odtipkati. Ti pa zato, ker imaš majhen ekran pa privzeto tipkovnico. Obstajajo tipkovnice, ki si jo inštaliraš, zdaj celo za ston, rečeš se je Swift key in si pa napiš, ti bom pokazal, kako to pri meni zgleda, ne. Zdaj boš navdušen, ker folk tole posluša, pa imaš že to, kar sem že to rekel, ne, da ješ pa taka tipkovnica, ne, tok velika. Ja, in ta ti nauči se, kaj ti pišeš, ne, in pol, kad ti pišeš, ti predlaga besede, ampak ti tako predlaga, da prešparaš enega cajta, mislim, tako tak narediš stvari, ne. Ja, brez zamancije. Neki cajta traja, ker se uči to, kar ti vnašaš, ne, ampak na eni točki jaz po cele stavke pišem, brez da bi vsako črkal posebej. Tako kiča strata. Sam povem, to je moj tak. Malo mi je naložil gor fulejnih igrc, ne, kar pomeni, da jaz vsak kička, kadar pridem nekam, kjer je ta Wi-Fi, ne, začne to Subway Surfer, neki zvoki in... Subway Surfer. Neobvladljiva, težko obvladljiva zadeva. Ja, ti bi bil boljš bil vzate kombo, v bistvu eno tablico met, ne. Pa en dumbphone, veš? Ja, se dumbphone, definitivno gre nazaj. Greš nazaj, to si se že odločil. Kaj boš pa kupil? To me pa zanima, ker to je pa zdaj čudno, da veš ko, neko Nokio. Nokio sem imel, jaz se ful s tem gorskim kolesarstvom ukvarjam in to pomeni, da imam zelo velik telefon v žepu, v tistih hlačah, ne. Pomeni, da sem tudi skozi prešvican in mogoče to tega tudi malo motne. Kadam ven in nič noče delati, ne. Ja, ni vode, težje prenašajo, ne. Ja, in sem pa en tak fin model je bil, ker sem že 2 od Nokia pokuril, ne. Kjer? 6210? Ne vem, nek tak prav za SP je bil model, ker je bil na škatli gor sta 2 krovca narisana, kako, a veš. Od Nokia? Od Nokia, malo je ždihta, tako ima neko tesnilo, ne bi bil vodoodporen, pa čist preprost. Ok, fair enough.
Okay, lej, pa bom še moje zadnje vprašanje, ne, ki je tudi vedno isto, ne, dva si že Sem totalen, zdaj Ne, meni je to kul, se ni. podcast, Ne, sem je to ful dolar. Kremenčkovi. Ker jaz ta vzgib čiš tekam, ne. Veš to, da greš nazaj na dumbphone, pa da tam ostaneš. Ja. Je pa res, da ti ta telefon, ki so ti ga dali, ne, ta S3 mini je tako malo na meji, ne. Veš, če bi ti iPhone ali pa enega bolj high-end Android imel, ne. Ampak kaj bi delal z iPhoneom? Mislim, lej, ena stvar je fotkič, ne. Ok, fotko pa sem neki s tem. Vse to, ampak tam je 6 boljši fotoaparat. Jaz sem isto tega Nexusa, ki ima v bistvu manj slabši fotoaparat, še zmeraj super, ne. Ja. Veš, kot da so neke, dejansko, fotoaparat je ena stvar, ki je ti, če kupaš, ampak zdaj govorimo o high-end telefonih, kupaš še fotoaparat zraven, to je treba vedeti. Ki je boljši kot navaden fotoaparat, to je tudi treba vedeti. Ker tam vse, kar pofotkaš, se ti avtomatično zaploada, ne. Ja. Veš, in ti ni treba za backup menih kablov in ne vem kva, ne, tako kot pri digitalcih. Ja. In ta druga stvar, če je dober telefon, ne, pa to je zdaj, ker bojo malo večji zasloni tudi pri iPhonih, ne, tudi te, veš, te tipkanja, pa to malo stran pade, no. Tako začnejo, stvari boljš delujejo, ne. Ti imaš takih ljudi, ki si ti tudi ne mara. A veš, ne, ker to ste Srečkoviči, to ste te ljudje, ki vam vse to rata, veš, kot te vsi moji frendi, pa kako tebi to ne dela, veš, ker sem kdaj probil kaj še napisal in inštalirati, da manj časa smo še neke programe za muziko, da bomo mesto neki delali. Ja, meni nikoli nič delali, ne, na kar se je skazal, a veš, tako, pa kako tebi ne dela, veš, pa tako so bili vsi fulsili, to naložiš, pak, tam pritisneš to in bo delal, ne, na kar se je skazal, da valjda pri meni ni delal, ker bo treba noter nek zvočno kartico odpreti in fizično neko jebo okrog obrniti. Ja, ki si protulse inštaliral pa neki. Ne, neki, ne vem kaj, neki nigozmatično ploščo, ja, ne spoznam se jaz. Skratka, razumeš, tako nesrečamo, da so tudi te frendi, ki obvladajo, potrebovali en teden na forumih, da so ugotovili, kaj kurac je z Mihatovim računalnikom narobe, ne. Ja, ampak jaz sem baksus sem, kar se tega tiče. To je res, ampak pri telefonih je drugače, ker so to bolj simple narejeni. Pač klej je res neka nova filozofija, sploh Apple, ne, Android malo manj. Se bodo še virusi pojavili. So se že, realno gledam so se že. In ti, ki si yes, ne. Ja, pazi. Ni to zame. Pazi, to ti mi rekel. Jaz se tudi mnogo kdaj pritisnem. Ja, okej. Je tudi to yes, če je spam. Tam ni no, veš, pri spamu ni no, ali pa cancel, vse je yes. Ampak ja, okej, zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogel eno fizično stvar izpostaviti, ki ni človek, ki misliš, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Kaj bi to bilo? Tako, pa fizična stvar, da je. Fizična stvar. Pa ne sme biti tvoja babi, ker je človek. Tako da. Unta star Unionov krigel s kockicami. Fair enough. Ki ga ni več. Zdaj so vsi sočki. Ja, pa nič isti, ne. Ni isti, nek račaj so neki naredili. Pa ga pa še pri podustu v Vevčah. Nebiška družina ga imajo, ga še dobiš. Miha, zdaj glihar si bil na aparatu, tako da ful hvala. Ja, ful hvala tebi, sem užival v pogovoru. Tole je bila 84. epizoda Aparatusa. Miha ta najdete na Twitterju pod @toplovodar, jaz sem na Twitterju @anzet, lahko mi tudi težite na mail anze@aparatus.si. Feedbacka sem vedno vesel. Če ste na Aparatus naročeni v iTunesih, kakršnakoli cena tam ful dobrodošla, ker tako še kdo najde tale podcast. Seveda pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podprli Aparatus, polnim, ki to še boste. To pa lahko naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Pa še ta zadnja admin zadeva, oziroma prej bo Aparatus vsako drugo sredo, bom prešalil na ta termin, tako kot imamo podrobnosti z Bokijom pa z pižamo glave, tako da bo vsake 2 tedna nov intervju. To pa zato, ker v bistvu pripravljam še en podcast in pa mi več časovno ne znese, da bi jih toliko delal lahko vsak teden. Tako da ja, hvala, ki ste poslušali, naslednjič je to. Čau.